Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Moram reči, da sem zelo vesel, da smo uspeli pri oddaji ponudbe, da smo izbrani izvajalec. Na Bledu smo prisotni že dolgo let, delali smo že stari betinski klanec, pa cesto mimo Bohinjske Bele in seveda na nek način, bom rekel, nam pripada tudi to. Začeli bomo delati takoj, ko nam uredimo dokumentacijo, damo, bom rekel, prijavo gradbišča, to pričakujemo 20 dni in tako kot so moji predhodniki povedali, v naslednjem letu bo zagotovljena najprej prevoznost, ostala dela, zaključna dela se jo pa dokončala v 15 mesecih. Večina trase poteka mimo obstoječih cest, da bo težavo povzročalo samo izgradnja, bom rekel, krožišča, kodar bojo po promet prisoten. Mislim, da se bomo z naročnikom iz občine dogovorili, da bomo to izvajali v obdobju turistične sezone, ki ima najmanj gostov. Včerajšnji podpis pogodbe je spremljala tudi poslanka Državnega zbora Irena Kotnik, ki je po svojih močeh prispevala k uresničitvi dolgoletnih želja občanov Bleda in okolice. Tukaj mislim, da je takrat, ko je v ospredju nekaj, kar je dobrega za ljudi, kar je dobro za Bled, za turizem in da ljudje stopijo skupaj, se da marsikaj narediti. Veliko več kot takrat, ko nekateri gledajo na lasten interes oziroma na lastno promocijo. No, na Bledu pa ostaja še en velik zamašek, to je južna obvoznica mimo Bleda. Ja, dogovarjamo se za to južno obvoznico, sedaj že odkupujejo zemljišča, pripravlja se, da se bo izdelal krožišče na poti proti Liscem in pa na Koritno, tako da po predvidevanjih v roku 2 let bi bila ta južna obvoznica tudi zgrajena. Se je res zelo potrebna. Ja, zelo je potrebna, tako da nismo pozabili na južno obvoznico, vse dogovarjamo. Tudi danes imamo še potem sestanek z ministrom Gašperšičem, da bomo pogledali oziroma se pomenili, ali lahko kakšno stvar še pospešimo, ali se da še kakšno stvar narediti hitrejše.